Dobrodošli, drage poslušalke in poslušalci. Tik pred svetim večerom smo, božični čas je pred nami, božični dan in verjamem, da ste pravzaprav z mislijo že nekoliko bolj mirni. Kako pomembno je poskrbeti za mir v srcu in duši v teh dneh, bova v besedah v naslednjih minutah poskušala strniti s patrom Bogdanom Knausom, ki se je pripeljal iz Svete Gore, in zato iskrena hvala. Lepa hvala tudi za vaše povabilo. Danes ste z nami predvsem zato, da razmišljamo in razmišljava o Božiču. Zakaj je ta tako, bom rekla, zelo prisoten v naših družinah? Kaj pravite, pater Bogdan? Tako, jaz mislim, da je Božič postal pravzaprav praznik vseh naših družin, da je to praznik, ko se družina lahko res, bomo rekli, poveže, ko si lahko povemo, da se imamo radi, da smo drug drugemu dragoceni in hkrati tudi, ker se med letom marsikaj nabere, da se znamo izreči tudi besede odpuščanja, da se znamo odpustiti, opravičiti se in seveda iti naprej z novimi močmi. Poglejte, zagotovo je Božič praznik, ki združuje, če uporabim besedo, vernike in nevernike. Se strinjate? Tako, to sva ravno kar na začetku povedala. To je praznik, ki mislim, da nima nobene veze, skoraj da bomo rekli, kaj ti v srcu vsak dobro čuti, in družina, kot vemo, je tudi, mislim, da prav na vrhu naših lestvic vrednot, in to je za vsakega človeka pravzaprav nekaj svetega. Dalaj Lama je napisal: prijatelj moj, mene ne zanima tvoja religija, tisto, kar mi je resnično pomembno, je, kako se obnašaš do ljudi. Bi se morali večkrat spomniti na te besede? Tako, Bog je vsakega izmed nas ustvaril, vsak je dragocen, vsak ima ogromno takšnih in drugačnih lepih talentov in ustvarjeni smo dopolnjujoči. Zato je zelo pomembno, da drug od drugem vidimo tistega, ki dopolni nekaj pri meni, kar pri meni ni, da bova skupaj lahko veliko dosegla in da pravzaprav nismo ustvarjeni kot konkurenti, ampak kot res dopolnjujoča dobra bitja. Če v povezavi z Božičem govorimo o miru v krogu družine, med prijatelji, nasplošno, konec koncev lahko tudi poslovnimi partnerji v službi, in če si utegnemo vzeti trenutek ali dva samo zase, na kaj naj se spomnimo, na kaj naj pomislimo, na kaj naj si odgovorimo? Jaz mislim, da je teh trenutkov, ko se nekako vzamemo zase, da je gotovo vsak najde. Jaz mislim, da je morda bolj pomembno, da ne pozabimo drug na drugega, ker zdaj se kar dostikrat sliši ta ideja, da moram poskrbeti samo zase, gledati nase in tako naprej. Mislim, da je ob tem, ko pogledam na drugega, ko pomislim na stisko, na bolečino drugega, ko vidim, da mu lahko en delček tudi sam pomagam, pa še več, da tudi on mene obogati, da je to tisto, kar nas pravzaprav dela ljudi, ko opazim drugega ob sebi. Zunanjih znamen, ki nas spominjajo na ta dan, na ta večer, je veliko, med drugim tudi pesem, in midva se ji bova zdajle prepustila skupaj s poslušalkami in poslušalci Radia Robin. Vladimir Čadež, Marjetka Luznik in Dejan Vidovič so z nami. Marjetka in Vladimir, učitelja glasbene šole Nova Gorica, in kakopak čas je za Božič, pa naj bo vsaj v pesmi bel. Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas
Odlično, Vladimir Čadež, Marjetka Luznik in Dejan Vidovič so to bili za še več božičnega vzdušja pri nas doma. Pater Bogdan Knaus je moj gost, član tega omizja, na katerem je tudi adventni venček. Pisali smo zgodbo tudi letos miru, veselja, ljubezni, upanja. Kaj je tisto, kar so še vaše želje ob božiču? Ja, moja želja predvsem bi bila to, da bi znali iti v teh dneh in potem tudi v naslednjem letu preko sebe, da bi gledali v drugem predvsem brata in sestro, ki prav tako nosita v sebi to hrepenenje po lepem in dobrem. Torej, nameniti pravzaprav drugemu to, kar si mi sami želimo. Poglejte, želja duhovnikov je skozi besede pri obredu, pri sveti maši, pri verouku nagovoriti vernike, da zapoje tudi srce, da se nekaj prime, da nekaj predvsem zraste skozi leto. Drži. Pater Bogdan, tudi vi uporabljate za to, kot opazim, socialna omrežja. Še en ključ do več topline v srcu? Ja, ampak to ni samo poslanstvo za nas duhovnike, ampak kako bi rekli poslanstvo za pravzaprav vsakega človeka, ki dobro v srcu misli, kot bi rekel Prešeren. Včasih vidimo kakšne čudne stvari na teh spletih, ampak jaz verjamem, da se bomo vsi potrudili, kajti želja nas vseh je, da bi postal to spletna omrežja, predvsem tisto, kjer se bo širilo prijateljstvo, kjer se bo širilo upanje, tovarištvo, solidarnost, odgovornost drug za drugega. Kako ste zelo zadovoljni z letošnjim letom? Ja, na Sveti Gori ste kar nekaj postorili. Ja, veliko lepih srečanj je bilo kljub vsemu in upam, da jih bo drugo leto še več kot letos. Da se zgodi še eno lepo leto, sicer pa vaša, bom rekla, čestitka, nagovor ob božiču za vernike in nevernike v besedi ali dveh. Stvarnik nas je ustvaril svetle, dobre, dopolnjujoče. Izkoristimo to, podelimo si delček tega lepega, kar imamo v srcu in ga z veseljem delimo z drugim. Blagoslovljene praznike vam želim in hvala, ker ste prišli. Pater Bogdan Knaus iz Svete Gore je bil naš gost na skorajšnji božični večer. Radio Robin, v živo iz pravlične vasi v Novi Gorici. Radio Robin, uradni božični radio za Goriško.